Z Jeepom pa so povezane tudi naše MMC novice, ki si jih lahko vedno preberete in seveda sledite dogajanju na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. No, Jeep, sicer skupina Fiat Chrysler Group, v katero Jeep spada, se spet povezuje. No, že pred časom so iskali sorodno dušo pri drugih Francozih v skupini PSA. Zdaj pa se zdi, da se bo simpatija rodila z drugim francoskim konglomeratom Renault, Mitsubishi, Nissan. Če bo res kaj iz tega, bo nastal eden največjih avtomobilskih koncernov. Glede ameriško-italijansko-francosko-japonske združitve morda samo še tole. PSA-jev šef Portugalec Tavares, ki je bil za koncern FCA prva izbira, zdaj svari svoje kolege, da bo v tem poslu pridobil kvečemu Fiat Chrysler. Trdi, da so bili izbrani le zato, ker so zaradi zdrah svojega predsednika Carlosa Ghosna oslabeli. Toda številni analitiki menijo drugače. Ideja o novem konglomeratu za Tavaresa pomeni izgubljeno priložnost. Pravijo, da mu ne preostane drugega, kot da se morebiti res veže na Jaguar Land Rover, kot se vse bolj na glas sušlja. Mimogrede, ta indijsko-angleška družba poroča, da so končno dobili ekstra milijardo kapitala, ki jih bo rešila pred zlomom. Ne povedo pa njenega izvora, zato analitiki dvomijo o rešitvi problema. Prvi mali avto, ki bo imel kamere namesto zunanjih ogledal, ne bo Mini, ampak mini električna Honda. Je pa moral mali Mini vznemiriti Volkswagenove inženirje, saj je z električno različico vlekel letalo, ne ravno gigantskega jumbo jeta, kot pred leti Touareg, a nekaj manjši Boeing se vendarle ne zdi bistveno manjši uspeh. A kaj bi to? Kot kaže, bodo v prihodnosti letala vlekli hodeči robotki. In ko smo že pri robotih, podoben hodeč robotek je našel službo pri Fordu oziroma pri njegovih dostavljalcih paketov. Igralec ameriškega nogometa Odell Beckham je svojemu kičasto-oranžnemu Cullinanu namenil malce drugačnega angelčka na maski, takšnega z žogo. Figuro je sicer izgubil še kak Rolls-Royce pred njim. Pred davnimi leti so jo angleški lovci recimo nadomestili z jelenom. In ko že gledamo daleč nazaj v preteklost, naj vas spomnimo na festival elegance Villa d'Este ob Komskem jezeru, kjer se je tudi letos zbrala množica tistih z debelimi denarnicami in ljubeznijo do lepih avtomobilov. Med množico kategorijami nam je najbolj v oči padla nagrada po mnenju mlade aristokracije, mlajše od 16 let. Izbrali so za današnje odrasle oči dokaj kičastega Lamborghinija. Če to napoveduje novo modo, si ne upamo soditi, je pa res, da je v enako oglatem stilu 70-ih let oblikovana tudi izgubljena Bertonejeva študija BMW Garmisch, ki so jo v Münchnu pripravili za to imenitno razstavo. A če se vrnemo k kičasto-oranžni barvi, ta je navdihnila tudi češke dijake, ki so v okviru svoje prakse pri Škodi oblikovali koncept, ki so ga poimenovali Mounty Axe. No, Volkswagenovci so bili drzni na drugačen način, Golfov zadek so opremili z glasnim glasbenim predvajalnikom, ki ga upravljajo hologramsko. Seveda so ga naredili za potrebe srečanja ob Vrbskem jezeru, kjer se vsakega maja zbere množica ljubiteljev treh črk, G, T in I. Tuninga povsem drugačne sorte pa so se lotili Seatovci. Za potrebe vseh možnih simulacij v razvoju so začeli uporabljati najbolj zmogljivi računalnik v Španiji, 7. najbolj zmogljivega v Evropi. Močan je kar za 40.000 povprečnih osebnih računalnikov. In nadaljujmo s superlativi. SF Nic Stradale je ime novemu najmočnejšemu serijskemu Ferrariju. 986 vrancev skupaj zbereta 8-valjnik in elektromotor. Pri čemer je še bolj bistveno, da je to hkrati prvi priključno hibridni Ferrari, torej lahko pelje tudi samo na elektriko. Na Otoku pa so nam tokrat priskrbeli več zanimivih raziskav. Ugotavljajo recimo, da se znižujejo zavarovalniške premije za varnostno bolje opremljene avte, a hkrati občutno dražijo zavarovanja za tiste avte, pri katerih ugotavljajo redne tatvine prek prestrezanja signala brez stičnih ključev. Ugotavljajo tudi, da kar 75 uporabnikov svoje električne avtomobile deloma polni prek neustreznih električnih podaljškov. Hkrati pa se hvalijo z neuporabnim podatkom, da je na britanskem otočju že več javnih električnih polnilnic, kot je bencinskih servisov. Otočani standardizirajo način plačevanja parkirnine po vsej državi, pomenljiv pa je tudi podatek, da policisti skoraj 18% vinjenih voznikov ustavijo dopoldne po tem.
Na MMC-ju pa vas velikokrat vprašamo tudi po kakšnem mnenju oziroma vam postavimo anketo. Tokrat smo vas spraševali, ali zase menite, da ste dober voznik oziroma voznica. 88% vas je odgovorilo z da. Zdaj pa, veliko je bilo komentarjev, da je to neumno vprašanje, kot če bi človeka vprašal, ali je pameten ali neumen, da seveda bo večina odgovorila, da je pameten. Zato smo si podrobno pogledali tudi komentarje, nekateri so bili zelo zanimivi. Meni je ostal najbolj v spominu tak, v katerem pravi: jaz sem slab voznik, ki se počutim ogroženega od vseh tistih 88% dobrih. No, pa še en je bil zanimiv, ki je v stilu "ne počnite tega doma" napisal, da če mu uspe na vsaki cesti za 50% prekoračiti hitrost, potem je verjetno dober voznik. Gremo z vprašanji naprej. Tokrat vas sprašujemo, kako dober voznik ali voznica je vaš partner ali partnerka? Zanimivo vprašanje, če ste mislili, da smo se najprej obrnili samo nase, zdaj poglejmo malo naokoli. Da pa res preverite, kako dober voznik ste, pa lahko obiščete turnejo mobilnosti, ki je te dni v krajih okrog vas in morda jo celo ujamete. Če pa ne ujamete te, ki je mobilna, pa lahko vedno znova pridete v Triglavov Lab tukaj v Ljubljani in se preverite na simulatorju vožnje. Simulator pa je samo ena od raziskovalno-preventivnih aktivnosti Zavarovalnice Triglav, pri kateri vedno radi sodelujemo. V Zavarovalnici Triglav varnosti posvečamo veliko pozornost. Udejstvujemo jo tudi skozi razne preventivne akcije, še posebno pozornost pa namenjamo tistim, ki skrbi za varnost v cestnem prometu. Tako v bistvu že kar nekaj let skrbimo skozi akcijo Skupaj za večjo prometno varnost. V sklopu leta postavljamo pametne prikazovalnike Vi vozite in sisteme Capsen Trail in Capsen Road. Vključno z letošnjo sezono jih bomo postavili že več kot 100.